Zaenkrat obstajata dva tipa pravic potnikov, in sicer v letalskem in železniškem prometu. Med osnovne pravice sodijo pravica do nakupa vozovnice, informacije o prevoznikovih storitvah, osebna varnost potnikov in skrb za prtljago. Prtljage v železniškem prometu, na primer glede izgube prtljage ali poškodbe prtljage, so do 1220 €, vendar pomembno pri tem je seveda vedeti, da je potrebno podati zahtevek. Če vlak zamuja več kot 1 uro, je potnik upravičen do 25-odstotnega vračila cene vozovnice. Če je zamuda več kot 2 uri, pa se mora potniku vrniti do 50% vrednosti vozovnice. Podobno je v letalskem prometu. Tam naj bi potniki za zamude oziroma prezasedenost prejeli med 350 in 600 €. Prevozniki pa morajo v primeru daljših zamud potnike oskrbeti tudi s hrano in pijačo ali jim poiskati nastanitev. Lahko pride do prezasedenosti. V tem primeru letalska družba prvo vpraša vse potnike, kateri si je pripravljen odpovedati svojemu letu. V tem primeru mu lahko ali vrne določen del zneska, seveda mu mora priskrbeti tudi nadomestni let, ali pa da na primer leti pol v višji kategoriji. Kadar pa to ne gre, pa se žal enemu potniku pač mora odpovedati let. V tem primeru so pač odškodnine. Tako v železniškem kot tudi letalskem prometu morajo ponudniki prevoznih storitev posebne pravice zagotoviti tudi invalidnim osebam. Vendar te osebe morajo tudi vedeti, da imajo tudi dolžnosti do teh družb, torej na primer morajo javiti 48 ur naprej, da rabijo pomoč in ta pomoč se potem zagotovi brezplačno. Torej oseba, ki jim pomaga najti, na primer pri letih, da jim pomaga najti recepcijo, informacije, da jim pomaga najti vhod in tako dalje. Če bo vam na poti kršena katera izmed pravic, morate svojo pritožbo poslati prevozniku, če se nanjo ne bo odzval, pa se lahko obrnete na Urad za varstvo potrošnikov.